Ali ste kdaj zaprosili za pravno pomoč zaradi diskriminacije na delovnem mestu? Da. Nisem je poiskal, ker tako ali tako vem, da ne bi imelo nobenega smisla, čeprav sem take stvari že doživel. Vsekakor, odpoved sem dobila, sem imela to priložnost. Ne bi se, zato ker ne verjamem, da pravni sistem sploh pomaga. Mislim, da je narejen tak, da pomaga tistim, ki diskriminirajo, ne pa tistim, ki so diskriminirani. Zanimivo. Da bi se sploh ne potračil. Kako pa bi Pol sam odreagiral v tej situaciji? Šel bi strano totalno, pa si najde nekaj, kjer me ne diskriminirajo. Ne? Se vam nikoli ni zgodilo, da bi potrebovali pomoč? Ne. V kakem primeru pa bi mogoče se obrnili na koga? Kaj vi smatrate za nadlegovanje na delovnem mestu? Jaz kot moški, jaz teh problemov nimam. A mislite, da moški nimajo teh težav nasploh ali? Bolj ženske, mislim. Res? Kakšne pa? Kaj pa veš, šef je osvaja pa tak. Ne, sploh ne. Nikoli? Ne. Kaj pa bi smatrali za diskriminacijo? Ja, kaj s tem? Razno utepavanje, nagovarjanje, to je vse, to je to. Še kaj mogoče? Ne vem, mogoče razlika med moškimi in ženskami, manj vredne ženske. Se dogaja marsikaj. Kako pa bi ukrepali v takem primeru, če bi se vam to dogajalo? Zapustila bi delovno mesto, iskala bi to in to je to. Mislim, da tako, čist off record, mislim, da diskriminacijo si vsak na svoj način predstavlja, ne veste. Ker eden, ne vem, če nekaj ne znaš, pa mogoče vzameš to od drugega kot diskriminacijo, ali pa obratno, ali pa nek. Danes je, mislim, da je tako rivalstvo po službah, da je še kaj drugega kot diskriminacija. No. How about you? No, never. No. Ne. Srednja šola je bila srednja šola, ampak takrat kaj ti bo pravna pomoč? Ne? Ne. Kaj pa bi smatral, recimo, za diskriminatorno obnašanje? Oprostite, gospa, kako se že pišete, če ima preveč zlogov in se konča na mogoče kakšen sestav črka, ali bi si mogoče spremenili ime? Kravate. Take bo v kinu kravate, si zaslužno Belovo nagrado. In ostale zadeve, ki jih ljudje recimo smatrajo kot na kakšen dress code, pa ni v bistvu čisto nič drugega kot eno tako, a boš to naredil ali ne boš tega naredil, sam pravno pomoč, kaj lahko pravno pomoč pred tem naredi? Več. Za spletni medij Vest. Kaj sprašuješ? Sprašujem, če ste ga imeli izkušnje z diskriminacijo na delovnem mestu, pa če ste v tem primeru poiskali kako pravno pomoč. Nikoli. Zdi tako, da me kakšen lahko diskriminiral. Skoraj težko pravim. Kaj pa recimo bi smatral za diskriminacijo? Recimo, kaj si jim, da te glede državljanstva, mogoče kaj, da si bosanci, ampak to itak rečemo bosanci, smo že to navajeni, mogoče to, kaj še, dobro, punčke ste bolj mogoče, tudi tako neudarno, tako, ženska, to je kaj bo, recimo, ajte tudi nekaj. Pa ste se obrnili komu? Ja, sem šla in ta postopek traja že 5 let in čakam, da se zaključi, pa ni, ne. Na nižji stopnji sem 2-krat izgubila, zdaj čakam pa Vrhovno sodišče, ne. Ja, izhod bi bil mogoče prvi korak, če bi imel varuh človekovih pravic več moči. To pa vprašanje, kako bi dosegel, vsaj morda s pomočjo kakšnih evropskih institucij. Mislim, da je res odvisno od lastne samopodobe, koliko dovoliš. Če sam sebe dovolj ceniš, potem te tudi drugi cenijo, v tem smislu. Mislim pa, da na delovnem mestu je zelo pomembna strokovnost, ker ko si tu trden, potem ni problem tudi kjer drugje. Pa vas stranke kaj diskriminirajo? Ne, zakaj ne? To je tako, pa če so slabe, vola ne bo vzel, mogoče smo kdaj mi tečni, drugače pa ne, pa sej razumejo po en mer, po drug stran pa spet ne, ker ljudje nimajo sami zdaj in kipaš.
Vaš odgovor je resnica.